Susko nismo več sama v studiu, ravno kar se nam je pridružila Barbara Šinigoj. Dobro jutro, Barbara. Dobro jutro vsem vam, najprej vama. Hvala, dobro jutro. Moram reči, da Suska je danes že praznična. Ti si že Miklavžu pisala. Miklavžu. To sem že novembra, oktobra. No, seveda tudi poslušalcem Radia Romen. Barbara, smo veseli, da si se odzvala našemu povabilu in nas obiskala v studiu. Smo napovedovali tudi Mefa, pa se je ta zadnjo sekundo malček... Žal je višja sila bolezen se zgodila, tako da mu želimo držimo fige in pesti, da ni nič hujšega. Da čim prej ozdravi. In da ga pogrešamo, je pa tudi treba povedati, ne? Seveda. Vse jasno. Ja. Vsi? No, prav. Barbara, nov singel, prepesnjena priredba legendarne skladbe Dobro jutro, Jazzeri od Bajage. Zakaj prav ta skladba? Kaj te je pritegnilo pri njej? Kjeri letnik si ti? Ojej! Veš, mi, naša mlada generacija, smo tele jazzerje v Bajagini izvedbi poslušali velikokrat. Ja, sem jih tudi jaz poslušal. No, v redu, si naše sorte. Nisem boš izobrazila v tej smeri. Zagotovo je to ena najbolj legendarnih skladb jugoslovanske zgodbe, ne? In tega našega okolja. Jaz zase vem, da sem s to skladbo začela na drugačen način poslušati jazz, oziroma razumeti, da kako lahko zapoješ to tudi v kakšni drugi obliki, ne? Že Bajaga je to naredil, tako da so rockerji zaigrali jazzovsko zgodbo, jaz pa po svoje naravi in seveda po barvi glasu sem ena velika jazzerka, ne? Taka, odrasla, velika. In je tale skladba ravno zaradi tega prišla na moj spisek priredb, ker sem si jo zaželela v živo zapeti. Dobro, odlično. To je dober odgovor. Je? Zadovoljen? Ja. Z Mefom sicer redno sodelujeta, ne? On je avtor tekstov tudi tvojih prejšnjih skladb, je tako? Ja, Mef je pravzaprav en tak moj vitez besed, če ga mislim, da mu bo všeč tale izraz. Lep izraz. Ja, ne? Z Mefom sodelujeva že nekaj časa. On je avtor večine mojih tekstov, torej njegovih in mojih, kar je en velik privilegij. On je tisti, ki zna napisati tekst, ki je meni pisan na kožo, pa sem ženska, ne? A veš, pa da lahko razmišlja skozi, ne? Naj ti recimo povem eno anekdoto. Ko sem Mefa poklicala za skladbo Enodnevnica, ki ste jo tudi, hvala, na Radiu Romen vrteli pri vas, je takrat, sem rekla, Mef, jaz rabim tekst, ne? Poslala sem mu glasbo, ki je bila že pripravljena za snemanje glasu, vokala, in pol je rekel, to pa mora biti tekst za zrelo žensko. Sem rekla, zagotovo. Veš, kar je v bistvu tako pomembno, ne? Da se lahko jaz pri svoji starosti, pri svojem stažu pevke, ne, izražam drugače kot neka najstnica. Torej, teksti so izpovedni, pojemo v slovenščini, pojemo v svojem jeziku, ki je pomemben ravno zato, da se jaz lahko izražam s celim telesom in dušo, in Mef to prav gotovo naredi vrhunsko. Zagotovo. Vedno nastajajo skladbe tako, da najprej pošlješ Mefu recimo glasbeno predlogo, ali ti... Zadnjič recimo mi je poslal nek tekst, nek skladba, lahko izdam, ki govori o ženski blues, bomo rekla. Je on dobil name neko asociacijo, pa drugič recimo pač mi z mojo zasedbo, ki so ponavadi avtori glasbe, ki jo pač počnemo, pošljemo pa mi. To je zelo odvisno od trenutka, veš. Ni prav te formule. Če ostanemo še malo pri skladbi Dobro jutro, Jazzeri, Bajaga, kaj pravi? On pravi, kako si crvena. Bajaga, to je v bistvu tako zanimivo. Veš, normalno, da sem jaz imela eno veliko spoštovanje do te skladbe, absolutno do njega. Ampak veš, sem taka pogumna punca, ne? In sem dobila njegovo telefonsko številko in sem ga osebno kontaktirala, predno smo se lotili te priredbe, oziroma ko je bilo v nastajanju, ker normalno sem rabila njegovo zeleno luč, da lahko to počnemo, oziroma mi bi že lahko tole izvajali v živo na koncertih, ne moramo pa tega. Ne, nikakor. In jaz sem ga poklicala in mu poslala posnetek, torej kako nastaja skladba. In me poklical nazaj,
Jaz sem bila ravno takrat na treningu in ko sem prišla nazaj, sem videla na telefonu njegov klic in jaz sem halo. In je rekel, dobro jutro, Crvena, sem rekla, ok, smo že v redu. In je rekel, da on dovoli tole in več kot to, celo ti dobro veš, kako je z avtorskimi pravicami in zagotovo on je avtor skladbe, mi smo pa priredbo naredili, ampak je celo Mefu, ker mu je bil tako všeč tekst, dal toliko procentov, kot pritiče za slovensko prepesnitev, kar je velik poklon. Glavno, jaz sem začela v avtu kričati, bi bilo za posnetek, takrat, Lepo. In tudi, ko smo skladbo posneli in jo dejansko preoblekli v novo podobo, sem mu poslala in je bil zelo navdušen. Da ne bomo zdaj o skladbi samo govorili, dajmo jo poslušati. Dobro jutro, jazzeri. Dobro jutro, jazzeri. Dobro jutro, rockeri. Je to res, a se mi zdi, da vam v glavi še zvoni od akordov te noči. Spomnite se, jazzeri. Spomnite se, rockeri. Takrat, ko ste začenjali, se v garažah zbirali, niste nič blefirali. Kje so moji demensus? Bebop, rock and roll in blues. Kaj pomaga vse, kar znaš, po veselicah zdaj igraš, za vsak evro se prodaš. Kaj pomaga tehnika? Celovca, Gradca in Berkleya. Obračaš F pa B in C, včasih septimo, če gre, primeš terco, to je vse. Kje končal je tvoj navdih? Kam je zginil dober stih? Kaj pomaga vse, kar znaš, po veselicah zdaj igraš, za vsak evro se prodaš. Zjutraj najdeš dober stih, zjutraj najdeš dober rif. Na radiju nekdo še ne spi, pa dobro muziko vrti. Vse je tam, le tebe ni. Odlično je bilo tole slišati. Barbara Šinigoj, dobro jutro, jazzeri. Jazzerka, dobro jutro, jazzerka, bi lahko rekli. Nova skladba, prepesnjena v slovenščino, besedilo, kot smo rekli, zanjo je napisal Mef. Tako jazzovsko podobo je dobila zdaj kar naenkrat tale skladba. Tale skladba je dobila malce bolj jazzovsko podobo, ravno zaradi zasedbe, ki deluje z mano. No, gremo najprej k zasedbi, kdo so vse v škvadri, pa potem greva še do
besedilnega če rečem, dela. da ne gremo najprej k zasedbi, to si tako zdaj ukazal, ne vem. Ma ne, če želiš, gremo najprej k zasedbi. No, to je pa drugače. Se sliši lepše. Ja. Seveda gremo. Jaz sem zelo ponosna na zasedbo, ki jo imam. Veš, težko je dobiti glasbenike, ki pravzaprav sestaviti band, da vse štima. Veš, to niso heci, to je tako kot pri vas v studiu, ko se moramo razumeti. In to po glasbeni plati in človeški. In moram reči, da zdaj imam dream team. In se bom pohvalila tudi s tem, da so vsi mlajši skoraj, razen harmonikaša, Zmaga Štiha. To so nova generacija, ta mlajša generacija jazzerjev, oziroma tudi glasbenikov nasplošno, ki delujejo trenutno na slovenski glasbeni sceni. In sicer David Nik Lipovac na bobnih, to je Obala. Potem je Sandi Štor, trobentač. O njem lahko povem to, da je tudi ustanovitelj glasbene šole Jazz Obala, torej prve privat šole jazza v Sloveniji. Imamo privat šolo jazza. Imamo in smo lahko ponosni. Delujejo zdaj drugo leto. Plus, da je Sandi napisal tudi prvi slovenski učbenik jazz solfeggia, ki ravno v teh dneh doživlja ponatis. In Sandi, torej Jazz Obala gostuje tudi na moji šoli, imajo oddelek jazz, tako da super. Potem je pa še Simone Lanci, kontrabasist, ena posebna žival. Ja, veš zakaj? Ker govori hrvaško in italijansko, pa nima veze z jugoslovanskim področjem, razen to, da je imel dosti punci z tega področja. To je konkretna navezava. Poznamo to, ne? Tako da tale zasedba je zagotovo vplivala na zvok same skladbe in si videl, je zaživela malo bolj sodobno. Pa to, da imaš harmoniko v jazzu, ni nekaj posebnega. Ja, pa je res. Ja, mislim, res skladba, meni je všečno, tako bom rekel. To si zdaj, se drugače ne bi mogel reči, no. Da bi lahko, ampak ne bom. Ne, je pa res, da je vplival ravno zvok te zasedbe na to, kako je nastala skladba. Pa mogoče tudi to je zapovedati, kar je tudi nek jazzovski princip, ko smo snemali tole v studiu, v Brdih, pri Mateju Srebrniču, v Cijohlem, Cijolo 1. Smo skladbo snemali band v živo, torej vsi skupaj. Vsi ste bili v studiu? Ja. To je ena posebna energija, ali kaj? Ja. Posebna energija dialoga med nami, veš. Tudi te skladbe recimo nima tega metruma, da je ves čas enak tempo, so neke vrste retardandi. To zdaj gre že čisto neke strokovne, ker jaz lahko samo kimam, ker zgleda, da vse vemo. Pa zgledaš dobro, ti verjamem. Hočem reči, da res je dobila zvok jazzovski in tudi sama vsebina, oziroma kako je bilo posneto, je na takem principu. No, kar mi je pa še pri tej skladbi zanimivo, je to, da je v bistvu te beograjske ulice zapustila, ker naenkrat prišla v Slovenijo, ne vem, je dobila eno tako slovensko podobo zadevo, ne da? Je tle pa ta Mefov pridih. Mef je želel izpostaviti s tem besedilom, da se pač tudi na našem področju, na slovenski glasbeni sceni dogaja pravzaprav nek absurd ali pa celo žalostno dejstvo. Na glasbeniki, študirani glasbeniki, torej samo besedilo govori, da kaj pomaga tehnika Celovca, Gradca, Berklija. Zagotovo veste, da naši vedno bolj študirajo v tujini. Berkeley, Gradc, to so taka imena, kjer se pač kalijo dobri jazzovski glasbeniki. Da ne samo oni, ampak tudi že rockovska scena, ki je bila včasih zelo močna v Sloveniji, trenutno ne more delovati, že nekaj časa, pa ne samo zaradi covida, že prej se je to začelo, da se glasbeniki na nek način žal prodajajo in ne za tisto, kar so pridobili znanja. Tako malo kritična ta Pa me vsi lahko to privošči, da to pove. Mogoče v nek klic organizatorjem, da je prav, da se seveda dogaja ta scena na tak način, da lahko pokažejo glasbeniki tudi svoje znanje. Ni treba, da je vse na prvo žogo, da je vse zamešano v celofan popularne glasbe. Ampak naj imajo glasbeniki, ki so glasbeniki z velikim G, možnost pokazati svoje znanje in svojo glasbo. Za konec, skladba nekako napoveduje tudi izid seveda tvoje nove plošče, to je zdaj
Tretji singel je to, ja. Ja, vzemi si čas, ste poslušali, upam, da si ga večkrat vzamete. Ja, si ga. Enodnevnico ste tudi na radiju vrteli, tole je zdaj tretji. Še nekaj jih je, ampak nikje na pomlad, zaradi vsega, kar se dogaja. Zato, da lahko ploščo začnem predstavljati na zunanjih prizoriščih, ki jih je zagotovo več kot notranjih, pa da smo vsi bolj sproščeni. Takrat, plan je bil, da bi prej, ampak zagotovo nima smisla hiteti. Nič ne bo šlo. In bom pravočasno seveda obvestila in vas povabila na kakšen koncert. Hvala lepa. In naj se vam še enkrat zahvalim, ker podpirate mojo glasbo. Hvala tebi za obisk, za prijeten klepet. In vse dobro, tudi v letu, ki je pred nami. To pa tudi vama. Naj bo to leto, kako bom rekla, ljubezni in takega toplega odnosa med nami. Lepo. Dajmo si čim več povedati na glas, nič skrivati, čim več si povedati tako, kot mislimo, pa bo vse prav na tem svetu. Bravo. Barbara, hvala. Hvala. Srečno.